Dobrodošli, dragi poslušalci in ljubitelji portala Ona On odnosi, kjer raziskujemo vse oblike odnosov, tiste, ki jih živimo tukaj in zdaj, in tudi tiste, ki presegajo naš vidni svet. Verjamem, da ima vsak izmed nas nekoga tam zgoraj, ki nas čuva, dušo, angela in varuje, osebo, ki jo zelo pogrešamo, osebo, s katero smo delili lepe trenutke, ljubezen, toplino, in morda po odhodu tudi neizrečene besede in neizražena čutenja in občutke. In čeprav so fizično odšli, se odnos z njimi ne konča. Morda se le preoblikuje v spomin, občutek, tiho prisotnost ali pa tudi v nekaj več. Danes bomo govorili prav o tem odnosih, ki trajajo onkraj življenja. Naša gostja je izjemna ženska, Meri Verdinek, medij, most med nami in našimi dragimi, ki so odšli v dušni dom. Meri ima sposobnost posredovanja sporočil, duš, nežnih, tolažilnih, ljubečih sporočil, ki nas spomnijo, da ljubezen ne pozna meja. Meri, hvala, ker si danes z nami. Verjamem, da bo najin pogovor ganljiv, topel in poln uvidov. Posebej za tiste, ki so se srečali z izgubo, imajo željo po stiku, ali jih to področje preprosto zanima in so radovedni. Živjo. Živjo. Kako si danes? Odlično. Vesela sem, da smo se ujeli. Je nekako tudi pred nami tisti dan, ki se spominjamo naših bližnjih pokojnih. Pa me najprej zanima, da se nam za začetek na kratko predstaviš. Kdo je Meri Verdinek? Kako si odkrila svoj dar? Na spletni strani omenjaš povezavo s svojo babico. In kaj zate pomeni biti most med življenjem in onostranstvom? Najprej hvala za povabilo. Tukaj bi, predno se začnemo opisovati, oziroma povem, kdo sem, bi rada povedala, da vsi tisti, ki vidite potencial v tem, da se pogovarjamo, da snimamo in da se to deli, v resnici upravljate veliko delo. Namreč marsikdo danes ne ve, da to obstaja, da je to možno, da lahko prejmejo tolažbo, da lahko prejmejo neke uvide, sporočila, nasvete za svoje življenje, in vsi tisti, ki delite to na takšen ali drugačen način, tudi snemalci ste pomembni v tej zgodbi. Pomembno je, da se zavedate, kaj počnete, da je to delo, dobro opravljeno delo in se vam nekje zapiše v dobro. Wow. Sem Meri, kot si že povedala, in v prvi vrsti, v resnici ne bom postavljala vrstnega reda, ker včasih mi je pomembnejše materinstvo, ko sta pa moja dva otročka v vrtcu, je pa zagotovo mi na prvem mestu moje poslanstvo. Se pravi, sem, kot si povedala, most med tukaj in tam, med zemljo in dušnim svetom. Svoj dar sem nekako odkrivala v resnici že v otroštvu, ampak ga nekako nismo prepoznali kot sposobnost, kot nek dar dejanske komunikacije z dušami, ali pa, če temu lahko rečeva, nasplošno z onostranstvom, z energijskim svetom. Ko pa je odšla naša stara mama, se pa je začelo to odkrivanje na zavestni ravni. Komunikacija z njo mi je prinesla ogromno nekih informacij, ki sem jih potem sestavljala tudi iz certov iz otroštva. Se pravi, kaj se mi je zgodilo v otroštvu, sem potem razumela, znala sestaviti. Tako da to je tisti del, ko sta otroka v vrtcu, sicer sem pa zelo rada partnerka, ki preseneča, rada hodim jahat. To mi je nekako tisto, ko jaz pravim, da privežem dušo. Za dušo. Tako, obožujem sprehode po naravi, 2 psa imamo, tako da imamo pestro življenje. Ne manjka mi ničesar, niti v resnici počitka, ker je pa to nekaj, kar sem se naučila si vzeti zase. Čas za sebe, v kakršnikoli obliki, in to se mi zdi pomembno tudi poudariti. Wow, kako lepo. A še danes poklepeta s svojo babico in koliko let je že ni več fizično ob tebi?
Ja, vsekakor poklepetam, tudi z Atom, ki je odšel nekaj let kasneje za njo. Mame pa ni od leta 2016, se pravi, je bilo letos 9 let. Tako. Poklepetam takrat, kadar jo kaj rabim, pa tudi takrat, ko je ne. Malo pa vprašam, kako kaj je, če speče kakšen štrudel v nebesih, če ga lahko na zemljo pošle, pa ga še ni. Tako da, vsake toliko malo podrezam, Ata je bolj redko beseden, sam preverjam, kako in kaj so. Sicer pa vedno pravim, kdorkoli mene rabi, naj stopi v stik z mano, ko pa na nek način oddajam svoje prošnje in želje, pa ponovadi rečem kar dušice zlate v svetlobi, ker naj se odzove tisti, ki ima čas. Zakaj bi pa vedno mama mogla? Tako, res je. Ja. In kaj bo tisti trenutek, ko si odkrila ta poseben dar, oziroma mogoče, ko si se začela dejansko s tem ukvarjati kot svojim poslanstvom, pa mogoče kako so se tvoji bližnji odzvali na ta tvoj dar, ki ga imaš, starši, partner? Ja, v resnici se je vse skupaj začelo resno in intenzivno v času korone. Prej pa med tem, ko sem delala svojim strankam v salonu za nohte, pač nohte. Prihajale so duše, podajali so sporočila, svoje opise in jaz sem vse to mogla deliti. Potem je pa prišla ta korona in nas je postavila pred dejstvo, da smo pač brez dela. In neko noč so me zbudile duše na način, da so me pognale na WC. Po mojem sem imela mehur tak, da v življenju ne. In ko sem prišla na WC, so enostavno samo, tako sem začutila, kot da so skočili izza tiste peregrinjala pri bajni. Ti boš imela Zoom klepete z dušami. Bog, ob 3 zjutraj, kaj, zakaj, kdo je zdaj to prišel in kaj je to sploh Zoom? Ja, 9 let nazaj, priznam, nisem vedela, da je pač Zoom tako. In potem sem rekla, zjutraj, ko se bom lepo zbudila, vi pridite in mi razložite, kaj je zdaj to Zoom klepet z dušami, kaj bi vi radi od mene. In potem se je res to zgodilo, zjutraj so prišli. Je popularen, ne? Ja, seveda, itak, ampak duše so vedele, kaj je to Zoom, jaz pač ne. No, in so mi razložili, da želijo, da imam klepete v smislu tega, da se ljudje lahko preklopijo. In potem jaz predajam sporočila. Se prepustim, odprem svoj kanal in samo govorim tisto, kar bo prišlo. In to sem naredila in enostavno od tiste točke naprej sem vedela, da je to moje delo. Seveda so potem prišli takšni in drugačni vzponi in padci. Ni enostavno kar priditi med ljudi pa reči, jaz pa zdaj komuniciram z mrtvimi, a ne? Ker če rečeš ti z dušami, še nekako to. Malo čudno gledajo, ker pa ti rečeš celo po možnosti z mrtvimi ali pa umrlimi, so pa še bolj tako. Sicer smo z dušami zmenjeni, da jaz načeloma ne uporabljam besede mrtvi ali umrli, ker potem so duše tako, prav, ti bomo mi že pokazali, koliko smo mrtvi. Nismo. In sledila sem temu, kar so mi govorili. Naredi to, naredi tako, povej, daj in tako naprej. Najtežje je bilo v resnici povedati domačim, ker smo bili vzgojeni v krščanski družini, kjer pač to ni sprejeto, oziroma je še celo tako, pa to je hudičevo delo, pa tako naprej. In res ni bilo enostavno, ampak na srečo sem imela podporo prijateljic, da nekako sem pač vsem v tem vztrajala. V resnici mi je pa največja podpora bila mama od odzgori dol. Babica. Tako, babica. Pa dober, zdaj se pritožuje, da ga nisem omenila. Pred mano je moja mama imela spontani splav in s časoma sem jaz seveda ugotovila, oziroma mi je povedal, da je to naš brat. Poimenovala ga je mami Andraž, tako da od nekega trenutka, ko sem jaz prišla do točke, da vemo, da je to brat, oziroma da bi pač tukaj bil naš brat. Tvoj starejši brat. Tako, to je moj starejši brat. On je v resnici prišel in tako hitro odšel za voljo tega, da bi mi ugotovili, da imam ta dar. Ker jaz sem z njim govorila od trenutka, ko nam je mami povedala za to. Najprej smo ga klicali Angelček, potem pa, očitno moram povedati zgodbo. Najprej smo ga klicali Angelček, potem pa jaz rečem enkrat,
jaz pa hočem vedeti, ali je zdaj to brat ali bi bila sestra. Mami, kako bi ti dala ime pač na A, če že govorimo o angelu, neko žensko pa neko moško ime. In mami reče Ana ali Andraž. V redu, in potem sem jaz šla zvečer spat in sem rekla, zdaj pa takole, ti moj brat ali sestra, karkoli si, prosim, daj mi na dovolj jasen način vedeti, a si Ana ali si Andraž. In naslednji dan pridem v srednjo šolo, se začnem preoblačiti v garderobi in do mene prileti sošolc in reče, Meri, dobro jutro. Ja, povej. Kaj sem že hotel? Ma ne vem, pozabil sem. In se obrne in gre. In on je bil Andraž. In imela sem tudi sošolko Ano. Oba. In sem točno vedela, da je to Andražev znak. Kaj je hotel nekaj? Da je on. Da je Andraž. Ker če bi bila Ana, bi pač poslala Ano. Ja. No in z Andražem sem jaz res ogromno neke komunikacije naredila, ampak to je bilo tako. Jaz sem to mislila, da se pogovarjam sama s sabo, kljub temu, da zdaj, ko razmišljam za nazaj, je jasno, da to ni bila komunikacija sama s sabo. Tako da mama je bila pa potem tista, ki je v meni to prebudila in tudi na nek način vse skupaj vodila. In še danes vodi, čeprav rečem kar, da so oni moji šefi, ker tudi velikokrat se zgodi, da se oblečem tako, kot se je, ne vem, nekdo oblekel, pa ima potem stranko, ki pove, da se je njena ljuba oseba oblačila na tak način, pojem doma kosilo, ki ga je, ne vem, neka stara mama vedno najraje kuhala tej svoji vnukinji, ki je prišla na medijstvo in tako naprej. Tako da včasih si rečem, koliko življenja sploh jaz živim, dejansko sebe, ker me skozi malo vodijo kot marioneto. Skozi povezave. Ja. Moji domači pa na nek način v resnici so mogli sprejeti, jim je bilo pa zelo težko. V končni fazi še danes ne vem, koliko zares kdo to sprejema ali pa podpira, so pa na nek način nehali se braniti, so še vedno postali bolj odprti, ko jaz govorim o tem. Potem prihajale so seveda tudi informacije od drugih ljudi, da so bili pri meni. Tako so v resnici, se mi zdi, še največji preboj doživeli. Ker so pač ker so stranke njim govorile o izkušnji z mano. Ne vem, sodelavci, sodelavke, prijatelji, znanci. Jaz pa sploh nisem vedela, da se nekdo na stolu nasproti mene pozna z mojo sestro. Tako da v končni fazi jaz vedno pravim, lahko sprejemaš, lahko se delaš, da sprejemaš, lahko odobravaš, lahko podpiraš, ampak jaz pravim, jaz pač to moram početi. To je tvoja poslanstvo. In če me zmoreš imeti rad tako, kot sem s tem, super, če ne se bom pač sprijaznila s tem. Ampak vem, da me ima moja družina rada in vedno lažje jim je vse to. Seveda, nekateri pa samo mogoče rabijo čas. Tako, mislim, to definitivno. Ja. Moj partner pa je tudi od začetka tako zelo po robu hodil s tem, pa ko se mu je doma njemu dogajalo, ko še nisva živela skupaj, me je pol spraševal, zakaj se to dogaja. Pa ko sem mu opisala njegovega dedka, ki ga pač jaz sploh nisem poznala, je bil čist, kaj. Pa velikokrat je on v resnici doživel, da sva nekje bila, ne vem, na neki žurki in potem smo se zapletali v pogovor in je prišla duša in sem je začela predajati sporočila in je bil on navzoč in je to spremljal in je v bistvu ugotovil, da je to res nek proces. Tako da je sprejel, kam mu pa preostane. Krelo sprve. Ni druge. Ni druge. Omenila si, da nisi bila sigurna, a se jaz sama s sabo pogovarjam, ali so to res ta sporočila. A se spomniš kakšnega momenta, ko si rekla, to ni da se sama s sabo pogovarjam, ampak to so res sporočila. A imaš kakšno izkušnjo, ki te je razsvetlila? Definitivno je bila to izkušnja z mamo, prvi resen pogovor, oziroma v resnici sploh prvi po njenem odhodu. Mislim, da je bil cirka en mesec po odhodu, ko sem šla na pokopališče. Sicer jaz načeloma ne hodim, niti mi ni zdaj to nek kraj, kjer bom rekla, da se zelo nekaj povezujem z dušami, ker se ne. Ampak sva šle z mojo psičko pogledati, kakšen spomenik ima. In ko sva stali, jaz samo slišim Lera, in tako pogledam gor in se mi je v bistvu mama prikazala.
In moja psica se začne obračati, kdo zdaj kliče in jaz rečem samo, Lera, poglej, tam gor je mama. In ko je mama meni začela govoriti o stvareh, ki so se v tistem mesecu od njenega odhoda zgodile, sem bila tako, mi se zdaj pogovarjava, štekam. In ona je tudi meni rekla, veš, zdaj me pa ne rabiš več vikati, ker mami pa ati ne slišta. In to je bil meni dovolj jasen znak, da z njo govorim. In potem mi še reče, veš, saj ti se lahko z vsemi dušami pogovarjaš, ne samo z mano. Vzgojena si bila pa, da vikaš babico za časa njenega življenja. Ja, ker nismo živeli z njo, to je pomenilo, da smo hodili na obiske, prazniki, rojstni dnevi, ne vem, enkrat, dvakrat na teden smo bili pri njih. In ja, mama, mi lahko, prosim, daste še limonin sladoled. Wow. Ja. In je ona rekla, zdaj pa lahko se tikava. Ja, zdaj pa reka, zdaj me lahko pa tikaš, zato ker mami in ati ne slišta. In takrat je mama meni posredovala eno sporočilo, ki je rekla, naj ga posredujem Atiju. In ko sem Atiju doma povedala, je rekel... To je mama od očeta? Tako, ja. In je rekel samo, kje si pa ti to slišala. In sem rekla, pa saj sem ti povedala. Mama se mi je prikazala, pa mi je to povedala. In tukaj sva zaključila pogovor. In takrat je meni naredil klik, da ja. In potem sem povsem razumela, kaj je moj spomin o nečem, kar je mama nekoč na zemlji povedala, pa kaj je tisto, kar ona meni pove, ko stopi preko kanala v stik z mano. In to je taka razlika, da jo začutiš. Ne moreš zamešati. Jaz ne morem zamešati. Jaz se lahko tudi spomnim nečesa, ne vem, kar je duša rekla včeraj. A ne? Bom pa točno vedela, ali je to rekla zdaj, ali je pa to moj spomin od kadarkoli. Nekaj let nazaj. Ja. Čeprav spominov imam zelo malo. Jaz se iz medijstev ne spomnim skoraj nič, mogoče 1%. Če bi prišla ti k meni, pa mi 1 uro govoriva, pa greš, pa prideš čez 2-3 ure nazaj, pa me vprašaš, kaj sem ti povedala, ne bom vedela. Mogoče neko malenkost, nekaj, ali pa če kaj res... trenutek, kar prejmeš, daš naprej. Tako. In potem v bistvu je to za tabo. Jaz sem samo kanal. Drugače bi težko funkcionirala. Ja, ne, mogoče. Pri svojem poslanstvu. Ne, mogoče. Tako da mi je ponavadi najtežje odgovoriti na vprašanje, kaj je tisto, kar me najbolj fascinira skozi medijstva. Ker je teh trenutkov med samimi medijstvi ogromno in mi je tako, wow, in še meni časih čeljust pade dol, ker časih duše res presenetijo, ker si človek ne bi mislil in potem pač čez 2 uri se tega ne spomnim in sem, pemtiš, zakva si tega nisem napisala. Ampak tako je. Ja, ampak ni bilo zame, a ne? Je bilo za tistega, kar nasproti mene sedi. Neverjetno. Mene si spomnila na mojo izkušnjo. Jaz sem pa pri 8 letih izgubila babico, ki mi je bila res zelo blizu. Je pekla štrudel? Je pekla štrudel. Pol ga zdi, da on skupaj pečeta, tako da pol gremo na štrudel mame. In takrat sem se zavedala, čeprav sem bila tako rosno mlada otrok, da je ona odšla. In res mi je bilo hudo. In kasneje, ko sem bila v neki težji situaciji, že v srednji šoli, sem jo prosila, da me usmeri zvečer pred spanjem. In sem imela eno hudo dilemo. A bi šla levo ali bi šla desno, kakorkoli. Ja. Naj ostanem ali grem. In potem sem rekla, če mi je dala namig in čez 2 dni je prišla do mene ena taka informacija, ki mi je dala jasno vedeti, v katero smer bom jaz zdaj šla. In takrat sem se vedno sprašvala, zdaj, a je to naključje, da sem jaz to informacijo izvedela, a je res ona mi pomagala, ker sem se prav na njo obrnila. To je bila njena pomoč. Definitivno. Naključje ni. Ja. Ker vse je na ključ. Pa res mi je dobro spet spala. A ne? Pametni so. Res so pametni. Ja. Veliko ljudi potem, ko nekaj doživi, nek moment, neko pomoč, neko usmeritev, potem, ko naredijo kljukico, začnejo dvomiti. Zato, ker to naredi naš razumski del nas, zemeljski del. In jaz recimo sem v srednji šoli pisala, na faksu, upam, da ne bo kakšen moj, sej ne bodo, moji profesori prej tega verjetno ne bodo poslušali, ali pač. Kakorkoli, zdaj mi ne morejo več znižati ocen. Sem pisala in sem vedno rekla, mama, zdaj se učiva, ker imava jutri drug teden kakorkoli test
In se veš, kar jaz ne bom znala, pač te bom prosila. In ko sva pisali, test, sem jaz rešila test, kar sem znala, sem odgovorila, kar nisem znala, sem samo naprej šla. Preskočila. Tako. In ko sem končala s tem delom, kar sem jaz znala, sem šla še enkrat, zaprla oči in rekla, mama, zdaj pa prosim ti. In jaz sem potem prebrala vprašanje in začela pisati odgovor. Karkoli je prišlo. Tako da nekaj dobrih ocen imam na račun mamine pomoči. Wow. Ja. In zdaj, a bom jaz dvomila? Zakaj bi? Če sem se obrnila na njo, če sem prosila, pol ne dvom. Pa zanimivo, da Pol reč hvala. Ja. Ni naključje. Ni naključje, ja. Tudi, ko dobiš neko osebo, ne vem, v trgovini, ki ti bo povedala točno tisto informacijo, ki ti rabiš slišati. Nekdo ti jo je poslal. Pa dobro, pa reč pa vesolje. Ja. Saj duša je del vesolja. Reč Bog, Bog je del vesolja. Reč vesolje samo, univerzum, kreator vsega, kar je. All good. Samo meni se zdi, jaz imam zelo oseben odnos z dušami. Nekateri ga pač nimajo toliko. Jaz imam zelo osebnega. In če jaz rečem, duša mi lahko prosim in mi zrihtajo, bom tudi dušam rekla hvala. Včasih pa rečem, vesolje, let's do it. In pa je vesolje. In se odpreš. Ja. Ja. Zdaj, če bi malo bolj prešla k praksi, se pravi, kako se zgodi ta stik med svetovoma, ko dobiš kako jih poimenuješ, klienti, stranke? Stranke. Ja. Tako. Sicer, je, stranke, kaj ne rečem. Jaz bi še kakšno lepšo besedo za te ljudi uporabljala, ampak obstaja, ne vem, ljudje. Ja, jaz sem o tem tudi razmišljala, ko sem se stavila vprašanje, kako poimenovati, a ne? Ja. Dobro, ja, ljudje. Stranke, prijazno stranke, ja. Verjetno oni pridejo z določenim namenom za točno določeno osebo. In kako se zgodi ta stik? Mogoče obiščejo še kakšne druge duše, ki so z njimi povezane, ne? Ker verjetno na to tudi nimaš vpliva, kdo vse pride in katero vsa sporočila dobivaš. In v kakšni obliki jih zaznavaš? Ali je to von, okus, ali slišiš glasove, ali to me malo zanima, kako poteka. V prvi vrsti jaz vedno ljudi povabim k temu, da se prepustijo, da poskušajo svoje ideje o tem, kaj naj bi jim nekdo povedal, malo potisniti na stran. Definitivno človek tudi, če reče, jaz pa sem prišla povsem brez pričakovanj, ne drži. Ker želijo nekaj slišati, če so se obrnili. Ja, ali pa vsaj, če imaš ti staro mamo na drugi strani, s katero si bila res povezana in prideš, valjda boš pričakovala staro mamo, vsaj z enim koščkom možgana. Vedno rečem, v redu je, vse je razumljivo, ne boš ti hotela govoriti s pradedkom, ker ga nisi poznala, če imaš toliko drugih, ki so ti bili blizu. Ampak, če na nek način poskušamo vse pričakovanja tako malo odložiti ob stran in se odpreti za tisto, da sprejmemo, kar je skozi njihov uvid oziroma njihovo vedenje, videnje najboljše za nas, bomo res dobili maksimum. Ker jaz lahko sem prepričana, da bo zame dobra ta informacija, v resnici rabim pa tisto drugo. In tako je. Jaz vedno pravim, če prideš ti z idejo, pričakovanjem o A, B, C pa D, dobiš pa A, pa B, pa F, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, a ne? Ja. Lahko greš ven in rečeš, to pa res kar neki, to pa to, ok, recimo, ampak nič mi pa ni povedal za moje zdravje, pa nič mi niso povedali za mojo ljubezen, pa za službo, pa... Kaj pa del? Tistega pa človek ni slišal, ker je čakal še C, Č, D, a ne? Če pa mi rečemo, ok, naj pride, kar je res za nas dober in se odpreš, pa res dobiš maksimum. Zato jih povabim, pozabite, prepuste se in v zadnjem času res poudarim vsakmu še to. Če se zgodi, da ne prepoznaš osebe, ki ti jo opisujem, nimaš pojma, kdo je. Bodi si zato, ker duša ni dala opisa, tudi to se zgodi,
ker sem lahko jaz narobe opisala, jaz sem tudi zmotljiva, lahko ti rečeš, da si svetlolasa, jaz pa lahko rečem, pa se to ni tako svetlo, tole je neka zlata. Ta a ne? subjektivna ocena. Tako, ti lahko rečeš, ja, ti imaš črne lase, ne, jaz imam rjave lase. Zdaj, a se bova teple? Ja. Ne? In za nekatere ljudi je to ekstra pomemben. Se pravi, je ta opis, to sem želela vprašati, vizualne narave? Tudi. Aha, oboje. Tako. In če se zgodi, da tega opisa ni, te jaz povabim k temu, da prisluhneš sporočilu, ker ti k meni prideš po sporočila. In prek sporočila lahko zaznaš, Ja, ampak kdo ti ga je poslal. Ja, ampak bistvo je sporočilo. Jaz želim, zdaj bom res tako poskušala navzven, to sem se pri sebi odločila, navzven delati za ljudi, da damo fokus na sporočila. Ne na to, a ga je meni zdaj mama posredovala ali ata. A je to ful pomemben? Pomembna je vsebina. Pomembna je vsebina. Vsekakor pa vedno skozi besede, moje kretnje, mimiko, govor, potem besede o tem, kakšno dušo jaz vidim, kakšne besede uporablja itd. Oseba prepozna. Vsaj v, ne vem, 95% primerov se vedno ve, s kom komuniciramo. A ne? Je pa tudi dejstvo, da tudi če imaš ti recimo željo samo staro mamo govoriti, prišli bodo pa še ata, pa stric, pa od stare mame sestra. A ne, ti bom jaz povedala in ti mogoče sploh ne poznaš teh ljudi. Boš pa doma rekla, mami, a je bila od mame sestra taka pa taka, ali pa je bila ona vedno ful veseljak od človeka, pa ne vem, rada je kuhala marmelado. In bo mami rekla, ja, odkje pa tebi to? A ne? Veliko ljudi doživi tudi, ko pride, ko se usede, blackout. In ne vejo nič. Ne vejo rojstnih datumov, ne vejo imen, ne vejo ničesar. In ne koristi karkoli jaz povem, ker so ljudje tako. Ne? In jaz rečem, v redu je, nič hudega. Dajva sporočilo. Kaj je sporočilo te duše? Kaj ti želi povedati? In ljudje, ki grejo domov, se odklopijo, se sprostijo, niso več v tisti tremi, s katero nekateri pridejo in potem se jim začne sestavljati. Noro. In mnogokrat potem dobim povratne informacije. A veš, kaj si rekla to, no, zdaj mi je jasen. Prejšnji teden me je ustavila ena gospa in je rekla, a veš, kaj sem ti rekla, da to pa ne vem, kdo je, kaj si mi opisovala, vse kaj joj prosti, ampak se razumeš, jaz se tega ne spomnim. Ja, seveda, ampak nič nisem vedela, kar si mi povedala, ni imel takrat zame smisla, nisem razumela, nisem vedela. Pol pa jaz zvečer začnem tuhtati in sem vse ugotovila. Vse sem povezala, točno sem vedela, kdo, kaj, zakaj. In se vse sestavi. In jaz duše ponavadi najprej začutim moški ženska, se pravi moško energijo čutim po desni strani, žensko energijo čutim po levi strani. Potem pa imaš duše, ki so zelo energične, zelo karakterne, ohranijo zemeljski karakter, navdušene, temperamentne, tako. Imaš nekateri, ki so pač recimo tako, kot današnji kamerman, sedi in tiho in molči, to imamo take stare ate pogosto. In pa ta duša, ki sem jaz tako, a ti boš zdaj prišel naprej, ali ne boš prišel naprej, ali... In pa rečem, veš, tamle sedi en gospod, tako malo ima pokrižene noge, pa ne vem, a bi kaj povedal ali ne, in pa mi reče oseba, ja, moj star ate je bil skozi tak. Okej. Razumemo. Se pravi, odslikajo zemeljski karakter. Lahko ga sicer tudi čisto obrnejo. In to ponovadi ljudi zmede, ampak jaz vem, da ko je nekaj povsem nasprotno, duša želi s tem nekaj sporočiti osebi. In potem gremo v bistvo. Mogoče nekaj močnejšega. Tako. Potem pa pri meni je zelo močno, da jih lahko, ni pa to vedno, vidim v fizični podobi, kakršni so jo nosili na zemlji, pa tudi včasih sklatijo 10 let dol, se pravi, jaz dam opis, pa stekaj, a je tam nekje 60 let? Ja, ne, 70, okej, kljukca, to je to. Potem pa velikokrat nastopi tudi v začetku informacija o odhodu. Se pravi, kaj se je zgodilo, da je duša odšla. Čist pač fizična smrt. A je bila to neka bolezen, kap, prometna nesreča, nezgoda. Skratka, to pa začutim v fizičnem telesu. Dejansko, ne vem, čutim tako, kot da me je kamion povozil, pa to ponovadi pomeni ali neka moment nesreče ali pa ne vem, poškodbe v gorah, skratka, to vrstne. Potem pri samomorih ponovadi začutim
bolj tisto, ko pride duša tako obotavljajoče, a ne, zdaj bom pa mogla pojasniti, zakaj, pa tako. In potem jih hitro ugotovim, ali pa recimo vzanj sem pa enemu res tako čutila, da me je rezali po vratu in se rekla, dajmo hitro to razrešiti, a ne, zato ker ko meni oseba da informacijo, mi pač potrdi neko dejstvo, potem jaz to ne čutim več na telesu. In če je nekaj zelo intenzivnega, ne vem, lahko je tudi glavobol zaradi aneurizme, tumorja in tako, ko naredimo mi kljukco, meni to popusti. Tako da pri teh močnih fizičnih odzivih oziroma občutkih jaz rada to hitro razrešim, zato da lahko pol funkcioniram. Pol so pa von, ta sicer pri meni ni pogost, ampak sem pa ta teden, tam je bila toliko fascinantna, takole sem si obrisala nos, pač malo podrgana in jaz zavoham, presežem dimljeno klobaso. In sem tako, ne, in si tako napišem dimljeno klobasa, pa pač vprašaj. No in potem osebi omenim in je rekla samo, zato ker smo imeli gostilno in pač naša podstreha je bila polna visečih klobas in salam in tako, in to je bil pač del naše družine. In potem še enkrat povoham in ni bilo več vonja. Aha, kaj ste razli? Tako da tudi fizično je von. Je pa pri meni res najmočnejši kanal, se pravi jasnovidnost, torej da pač vidim nekaj, tudi ko so sporočila, vidim v podobah, pa potem to opišem, neko situacijo. Tako, kot film. Tako, so pa potem še besede. A ne? Besede, številke, kakšen govori tudi zelo v stavkih. Ful je odvisno od dušno. Jaz ne moram zdaj reči, daj mi povej. Tudi recimo, jaz sem rekla, meni bi bilo najboljš, da pride duša, pove ime, ali pa mogoče ime pa priimek, pa datum rojstva. Nič drugega mi pol ne rabimo. Nobenih teh. Je vse jasno. Ampak ne gre, ker to je energijski svet. In pač duša ni več Marta Verdinek. Duša je duša. Ona je bila Marta Verdinek samo za časa tega življenja. Drugače pa iz tega ne znam razložiti, zakaj ne. Sej, če si moja mama, boš pa rekla, da si Marta. Ne gre. Ene duše pač dajo imena. Ene duše so tako specifične, da sem jaz tako, dajte se zgledovati, prosim, vsi ostali. Ker smo eni bolj odprti, drugi so bolj zadržani. Tako, to je pa, točno to, hvala. To je pa drug zelo, zelo, zelo pomemben vidik, kako odprta pride oseba, koliko predsodkov ima, koliko je v bistvu prišla zaradi sporočil, pa koliko je prišla preverjati, ali je to res ali ne. Tako. Pri nekaterih, ki so zelo bolečini, zelo zakrčeni, jaz vedno rečem, zdaj bova najprej to rešili, zato da jaz sploh lahko kaj dobim. Tako, ker ta krč tako lahko toliko blokira, da jaz nič ne vidim. To bi verjela. Pogosto tudi rečeš, ko sem te spremljala, da si te duše sposodijo svoje telo. Omenila si tvoje telo. Moje telo, Kretnje, govor. Takrat dejansko začneš drugače. Ne vem to mi je sicer reklo mogoče par oseb, da sem spremenila glas, ampak jaz tega nisem zaznala. Ampak jih je spomnil na njihove pokojne tvoj glas. Tako, ali pa dobesedno nek stavek povem, identičen kot so ga oni. Včasih potegnem po njihovo, ali pa kako sedim, tako, kaj delam z nogami, kaj delam z rokami, neke kretnje po obrazu, ki so velikrat ljudje, ne vem, ne. En gospod je bil zanj, sem skozi nekaj, lahko prosim nehaš, jaz ne morem ubraniti tega, ne. Pa enkrat sem se mogla zelo butasto usesti, meni je bilo dejansko neroden. Ker zdaj nam pokazala, ker pač, ne, ampak dobro, namignem lahko. Takole na stran sem mogla iti in noge tako čez rob in v bistvu sem na pol ležala. In se jaz se res opravičujem, ampak nekdo me sili v ta položaj in ne morem iz njega. Jaz ne morem premakniti, jaz sem migala, ampak nisem mogla iz tega ven. In se pač itak začnejo režati, ne. In reče, zato ker je skozi tako sedel. In tako, no, prosim, hvala, zdaj pa izstopi iz mojega telesa, se lahko normalno usedem, ampak ne, je trajalo še 5 minut. Ali pa recimo pridejo zato, da jih objamejo in potem, ko jaz ljudi na koncu objamem, ne vseh, spet je tukaj odvisno od odprtosti, a ne, nekateri res začutijo njih. Ker jaz rečem, tle sem, zdaj sem v službi,
uporabite me, tako kakor me boste uporabili, tako boste pač naredili svojmu izkušnjo in to je to. Noro zanimivo. In pa rečem, dušni svet, hvala za vaše sodelovanje in grem, zaprem vrata klepetalnice in grem po otroka. Ja, se odklopiš. Ja, čeprav je težko. Verjamem, ja. Kaj imaš ta dar, da te verjetno tudi vmes kaj še obišče. Pa tukaj me vseeno zanima, glede na to, da praviš, prepustite se, sporočila, ki pridejo, kljub vsemu pa vsakdo, ki te obišče, pride z določenim namenom. Verjetno želi s točno določeno osebo spregovoriti. Ali oni imajo kakšna vprašanja za to osebo, ali samo ti odpreš kanal in kar pride, pride? Načeloma je tako. Jaz rečem, najprej bodo začele duše. Se pravi, pustimo, da spregovorijo, da vidimo, kaj morajo oni povedati, kaj vam želijo predati. Če boste imeli vprašanja, vprašajte. Ampak jaz ne morem biti tista, ki določa, a odgovor bo ali ne. Garant. Torej, se pravi, če odgovor pride, ga predam, če odgovora ni, rečem, ni ga. Jaz si tudi ne bom zmislena zato, da boš ti zadovoljna. Seveda. Pa da boš rekla, ful je bilo dobro. Ja, ni. Jaz sem iskrena in tudi, če vidim, da nekaj ni okej in smatram, da to zate ne bo dobra informacija, ja, oprosti. Jaz nisem tukaj tista, ki bom cenzurirala. Jaz ti povem, ker verjamem, da ti s to informacijo lahko izboljšaš svoje življenje. To je pa tudi point. Duše, naši dragi, želijo, da mi živimo vsak trenutek boljše. Da nas naučijo pomagati. Tako, da nas želijo naučiti tisto, kar oni niso znali, pa zdaj vidijo. A ne? Če nekdo reče, pej večkrat v toplice, pa človek reče, ja, zdaj mi on pametuje, kaj je ful velikrat bil, nikoli v življenju. Seveda, ravno on, ki je na drugi strani šele spoznal, da bi bilo pametno, da bi hodil. In ti želi dobro in Tako, naredi in to. ti reče, pej na dopust madonca. A se pogosto zgodi, da ne dobiš odgovora? Ne. Vsaj nekaj pokažejo, namignejo in tako, se pa vedno izogibam vprašanjem o zdravstvenem stanju človeka, zato ker je to toliko velika odgovornost, da se pač ne želim imeti. Razumem, to je Ja. pa že malo etično, moralno. in Tako. Tako da, oprosti, pridejo v veliki večini primerov res duše tistih, ki si jih pač ljudje želijo slišati, ker jaz tudi pravim, ti boš prišla na medijstvo zato, ker bo tebe stara mama poslala na medijstvo ali pa kdorkoli drug od tvojih, zato, ker bo ona rekla, poglej, Neža si pa želi slišati moje sporočilo. Ja, dobro, pa bomo pa poslali tole, a ne pa, ni videla Facebooka, ja, dobro, pa bomo pa poslali eno osebo, ki bo povedala za svojo izkušnjo. Skratka, vedno duše najdejo način, Nas kako one ti bodo. pripeljejo tja. Tako, ja, to je dejstvo. Tudi recimo velikrat mi ljudje povejo, a veš, ful sem si želela termin in pol grem na tvojo spletno stran in ojoj, čakalna vrsta in gor in dol in tja in sem, ampak glej, v enem mesecu sem dobila termin. Ja, ker so duše poskrbele za to. Ker očitno pač moraš danes sedeti tukaj. Si dobila last minute termin. Nekdo ga je odpovedal, objavila sem, si prišla. Ja, ker si zdaj rabila to slišati, ne čez pol leta. Tako. Vedno je tako. Ja, nekateri pa recimo so prijavljeni, pa se morajo odjaviti, ker ne vem, zbolijo ali pač kakorkoli. In tudi ni namenjeno. Tako, niti namenjeno. Sprejmi in pač boš prišel, ko bo najbolj pravi zemeljski čas. Tako. Idealen čas. Kaj pa, ko pokojnike sanjamo? Ja, to so pa obiski. So obiski. Ja. Sploh, ko so sanje res žive, ker mislimo, da smo to doživeli. In ne, da mislimo, da smo to doživeli, ampak to doživimo. In ta sporočila, ki jih predajo v sanjah, imajo smisel? Velikokrat imajo smisel, ga pa velikokrat ljudje ne razumejo. Zato, ker ni nujno vedno dobeseden. Lahko je dejansko čisto v prenesenem pomenu. Zato jaz vedno pravim, niti ne iskati razlage po spletu v smislu, kaj pomeni v sanjah to in to. Ti moraš iti čist v sebe in ugotoviti, kaj na podlagi tvojega življenja ti je duša preko tega in tega želela sporočiti. In jaz, ko mi ljudje rečejo, ja, velikokrat po noč sanjam njih, pravim, greva najprej v tole. Torej, kaj konkretno si sanjala? In najprej razložimo sanje, ker že tam ogromno sporočil. To so obiski. Včasih je težko razvozlati, čeprav so ponovadi, vsaj po mojih izkušnjah, te sanje zelo žive.
ono, ko se v živo spomniš, kot da tukaj je ta oseba s tabo. Ja, In ker v je bistvu rabiš, ko se predramiš, čas. da priješ k sebi. Ja. To so obiski. Malo gremo mi gor, malo oni pridejo nižje, srečamo se, fajn se imamo in to je to. Recimo, očitno pač to nekdo ali več njih, ki bodo tole poslušali in gledali, rabijo to razlago, ker duše pravijo, da ko sanjajo pogreb, se pravi, nenehno sanjam pogreb, vedno ta oseba ponovno umre in ponovno umre in ponovno umre, jaz res ne vem zakaj, te sanje so grozne. Ja, ampak te sanje so zelo sporočilne, ker ti želi duša povedati, da spusti, da sprejmi njen odhod. Tako. That's it. Simple. Sprejmi njen odhod. In največ, kar mi svojim dragim lahko damo, ko se poslavljajo, ko nekdo umira, je, da ga z vso ljubeznijo spustimo. In ne, da sem še mal. A to je ljubezen, da gledaš človeka, ki trpi. Spusti ga, reč mu, pejt, težko mi je, boli me, žalostna sem. Ampak, če je to tvoja volja, če boš ti tam boljše, prosim, pojdi. In to je izraz ljubezni. To sem že slišala, zdaj si me kar mal ganila, a ne, ker jih, naprimer, jaz sem zelo težko pri 8 spustila svojo babico, ne, sem jo šele čez leta in leta nekako... Moraš pa razumeti, da si bila otrok. Ja. A veš? Ja, takrat celo težje, a ne. In če ti je nekdo še tako kot druga mami, a ne? Je še težje. Ne moreš tega od otroka tako pričakovati. So pa v nekih primerih otroci tisti, ki pejt. Let it go. Ja. Zato, ker otroci pa ful čutijo. Ful so čuteča bitja, ja. Kako pa ti sama gledaš na smrt, a ne? Kaj se zgodi s tem bitjem, s to dušo, ker si zdaj tako lepo opisala, da največ, kar jim lahko damo, da jih spustimo. Seveda je bližnje težko spustiti in nekako, a verjameš, da šele ko jih spustimo, se lahko najdejo svoj prostor? Svoj prostor zagotovo najdejo prej. Ampak, jaz vedno tako pravim, duše nas gledajo. In če vidijo, da mi trpimo, da se oklepamo te bolečine, žalosti, da ne sprejmemo odhoda, dajmo čisto zemeljsko pač reči, tudi duše trpijo, ker vidijo, kako hudo nam je. V resnici zdaj, a trpijo ali ne trpijo, to je tako zelo tanka meja pri izražanju, ko govorimo o dušnem svetu, zato ker vse je to energijski svet, ko ni strahu, jeze, zamer in tako dalje, a ne, duše vidijo vse kot izkušnjo, ampak mi ne moramo drugače razumeti, kot da povemo čisto zemeljskimi besedami. Zato je pomemben, da gremo v to sprejemanje odhoda, zato da tudi duša reče, aha, ok, je na poti na boljše. Potem se lahko tudi jaz tukaj sprostim in sprejmem svoj odhod. Nekaterim dušam je tudi zelo težko sprejeti svoj odhod. Ne, so neki nenadni momenti, ko duša odide in je tako, pa ne, zakaj, pa jaz moram še to narediti, pa ono narediti, pa ne, jaz ne morem še iti. In potem, da prideta še 2 človeka tle na zemlji, ki rečeta, pa zakaj že odšel, pa ti papirji, pa ono. Ja, in potem je težava. In potem pride duše, kaj zdaj? Dajmo pomagati. In potem dejansko med medijstvom se dogajajo procesi, ko pomagamo duši in pomagamo tem ljudem. So pa tudi medijstva, na katere ljudje pridejo in pojma nima, zakaj so prišli. In rečejo, jaz sploh ne vem, zakaj sem tle. Ok, nič hudega bomo videli. In dejansko pridejo zato, ker so jih duše rabile. Ker rabijo duše reči, oprosti mi, ker rabijo nekaj še povedati, da bo na zemlji urejeno, zato da bo dejansko duša lahko lahkotna. In zopet so jih one poslale, ne? In to bi se rekla, ni na ključi. Ja. Ali ti sama verjameš v reinkarnacijo? Seveda. Ampak reinkarnacija se zgodi po več kot 300, več kot 500 letih. To ni, jaz danes umrem, čez 10 let bom pa, ne vem. Se pravi, so to daljše obdobja? Ja, to je dolgotrajen proces. To ni, razen so izjeme, vedno in povsod in tudi v tem so.
najpogostejše v primeru, ko ženska izgubi otroka, se pravi v nosečnosti ali kmalu po porodu, se pravi otroci, in se ti otroci res lahko vrnejo nazaj kot naslednji družinski član ali pa recimo enega preskočijo. V isto družino pa ne vem, en se še rodi in potem pride duša nazaj. In zato vem za 4 primere v vseh mojih medijstvih do zdaj, da smo prišli do te informacije, da se je duša vrnila in jo pač oseba ima. Spet pač nazaj. Ja, tega je malo, ampak obstaja. Tako, istim staršem, ista družina. In nekateri otroci se še celo spominjajo tega. Ali pa kar rečejo, ja, jaz sem itak, že bila tukaj, tako imajo kakšne... Ampak to so danes zdaj ti odrasli ljudje, ki to govorijo, sem že bila njihova, pa sem ponovno prišla. Ne. Ali to ti duša pove? To je recimo oseba, ki je izgubila otroka, potem mama, in potem ugotovimo, da se je ta otrok vrnil in rečem, imaš, ne vem, zdaj pa 4 leta staro hčerko, ja, evo, to je ona. In se prepoznate, da je že bila zato, ker del te družine. Tako, zato ker jaz vedno, če že jaz ne dobim informacije o splavu in omeni to pač mama, potem jaz vedno rečem, kje pa je ta dušica, a je kje, da pač lahko skomuniciramo z njo, ker to so težke stvari in velikokrat je mamam lažje, če dobijo vsaj nekaj informacij. In če duše ni, jaz potem nekoga izmed njih, ki pa so, vprašam, kje pa ta duša je, a je vsem gor, pa se pač enostavno ne javi, ali je kaj drugega. In v teh primerih vedno, ko duše ni bilo, je pač bila informacija, da je nazaj na zemlji. Tako da že tukaj lahko vidimo, da se javljajo naši, pa se javljajo dušice otrok, pa prihajajo sami, hkrati pa, če bo nekdo nekoga še omenil, ga jaz lahko pokličem. Se pravi, ni nujno samo, da se prepustim in rečem, kdor pride, naj pove, kar želi povedati, ampak lahko reče oseba, jaz sem pa takrat izgubila tega pa tega, a je mogoče kje. In potem jaz dušo pokličem, ne morem jo pa zvleči v našo komunikacijo. Se pravi, če pride super, če ne pa pač rečem, nekje verjetno je, ampak danes pač ni njen čas. Ni na voljo, nič ne gre na silo. Tako. Prej se mi je še pojavilo vprašanje, omenila si tudi samomore. Nažalost so kar pogosti v današnji družbi. Zelo. Stiske tudi med mladimi. Ali si imela kakšen tak primer, ko je duša obžalovala, da je odšla? Sicer si ne predstavljam, kako hudi stiski oseba, ki se odloči zaključiti življenje samo od sebe in da verjetno to so res težke stvari. Vseeno pa to ni hipna odločitev ali pa impuls, verjetno je človek dlje časa v neki stiski, ki ga pripelje tako globoko, da ni sposoben več pomisliti na svoje bližnje ali kakorkoli stvari, ki so mu pomembne. A si kdaj doživela to, da je obžaloval odhod? Ja. Ja. In take situacije so težke. Tudi zame. Ker ni enostavno gledati dušo, komunicirati z njo, predajati sporočila, ki so... Težka tudi za osebo, ki posluša? Ja, ker mi, ki tukaj poslušamo, bi radi slišali, da so v redu. Seveda. In da jaz moram osebi reči, veš, ni v redu, ni okej, želela bi si nazaj, pravi, da je bilo to zmotno dejanje, je težko. Ampak jaz te bom ljudem lagala. Ker jaz sem prepričana, da tudi če bi se zlagala, bi oseba to čutila. Jaz grem potem s tako dušo v debato, kaj je tisto, kar lahko naredim jaz kot kanal, ta tebi ljuba oseba na zemlji, da ti pomagamo. In potem duša lahko pove, lahko pa reče, glej, ne morete mi pomagati, to je pač moj proces, čez katerega bom mogla iti. Samomori so, zelo žal pogosti in imamo tiste impulzne in imamo dolgo načrtovane.
Se pravi, so impulzni, kot Ja, si kar ne tudi. predstavljam. Tudi. Je sicer res, da oseba je verjetno vsaj nekajkrat že pomislila, ampak takrat, ko pa je to storila, pa je lahko bil impuls. Nekaj, kar ga je strigiralo ali pa jo je, no, in potem naredi. A ne? Ampak ni pa nujno, da bo taka duša to obžalovala. Eni tudi pravijo, ja, saj, če se to takrat ne bi zgodilo, vprašanje, če se sploh bi. Ampak sem tukaj srečen, zadovoljen, pomirjen. Edin Mu je pač bilo ja. svobojujoče. Tako, ja. In velikrat ljudje rečejo, joj, a pa niso te duše, ki naredijo samomor, ne vem, v nekem drugem svetu, pa da so črne, pa da to ni dobro, Kot v pa drugi da, sferi. ja, pa da z njimi ne smemo komunicirati. Ne, zato ker samomor je skozi pogled duše samo način izbire odhoda oziroma izbira načina odhoda. Nekateri si izberejo raka, nekateri prometno nesrečo, nekateri pa samomor in še milijon drugih različic. Ampak dejstvo je pa, da če bi se nekdo v samomoru prenaglil, se pravi, da kot duša reče, to je bilo pa čist prehiter, je lahko pa velik problem. Tako da jaz vedno pravim, tudi ko govorimo o samomorih, je treba biti previden, zato ker bo potem nekdo rekel, a ja, pa se v nebesi je pa ful fajn in če je samomorilen, jutri bo naredil samomor. Ne, Bog ne dej, ker je to lahko največja napaka. In tudi o tem, o potencialno prehitrih odhodih, bomo na en majhen košček govorili na mojem prihajajočem dogodku. Povej več. Povem več. A že zdaj? Ja, če lahko. Ja, sicer ne vem, kdaj bo tole objavljeno, ampak 25. oktobra, se pravi čez 14 dni, je dogodek med telesom, ne, od telesa do nebes in vse vmes. Ja. Tako. In dejansko bomo govorili o tem, kaj se zgodi z dušo, ko nastopi fizična smrt, kaj se dogaja, se pravi, v tem trenutku, kaj se dogaja potem, kakšen je prehod, se pravi, kako duše doživljajo odhod v svetlobo, prihod v svetlobo, kdo jih počaka, ne počaka, kaj doživljajo, kako spremljajo. In zagotovo zelo zanimiv del bo, ko bosta dva gosta povedala svojo izkušnjo klinične smrti. Se pravi, dejansko odhod iz telesa proti drugi strani in povratek nazaj. Ja. In eden od gostov, da ne bomo spolu, zdaj bom izdala malo, je poudaril ravno to. Povedali so mi, če zdaj prideš, bo prehitro in ne bo okej. Zato moraš nazaj. Ja. Pa še sporočila dušboja. Zato, zdaj sem lahko, kako se ne spomnim, kako sem zbrkljala naslov svojega dogodka. In so duše rekle, zato, ker ti še pečemo še kup drugih stvari. Hvala. Tako je to pri meni, ja. Skoncentriram se, da bom nekaj povedala in milijon drugih. Jaz sem imela, da si zaprla očke in sem si mislila, da kaj prihaja. Glede na to, da si medij in da je to tvoje poslanstvo, in da verjetno to ni običajna služba, ne, od 8 do 4, pa me zanima, ne vem, ko kuhaš, ko si s svojo družino, ko si na konju, kar rada počneš na sprehodu. Kako imaš tisto zase, da izklopiš, a lahko izklopiš, ali to enostavno pride, ko pride? Naučila sem se. Mogla sem se. Ja. Mogla sem se naučiti izklopiti, mogla sem se naučiti njim postaviti mejo in reči, lejte, zdaj mi dajte pa gmah. Zato, ker je bilo preveč. Sploh, ko sem začela delati, potem bi duše že kar prišle, veš, moja bo pa jutri prišla, super, pa jutri prid. Ne zdajle, da si, kaj ne si jaz že zdaj pišem za eno izmed jutrišnjih. Ne, jutri pridi. Tako da imajo mejo, so začeli tudi oni spoštovati to, ker od začetka je bilo tako tanka meja med spoštovanjem, pa sam neki. Je pa dejstvo, da vedno rečem, če je tako imenovano urgentno, potem pač spustim vse z rok. Začutiš? Ja. Ali pa še neko sporočilo bolj pomembno. Tako. Ali pa za nekoga, ki ga pač srečam takole na mimogrede.
In je zelo pomembno, da oseba to sliši. Ja, valjda, seveda, dregan me, kaj si in kako to. Ne. Tako da včasih se zgodi, moment, ko mi moj nekaj zavečem, prosti, zdaj te moram poslušati, nekaj drugega je in kaj pa se je zgodilo, v redu je, sam zapisati moram, ne, zapišem, objavim recimo sporočilo, Instagram, Facebook, tako da delim in potem je to. Ker nikoli ne veš, daj pride to sporočilo, ali? Ja. To mi je to zanimivo, da... Največkrat, ko se tuširam. Takrat imajo strašno radi, ne, da bi se pogovarjali z mano, tako da pol rečem, v redu. Tuširanje je en tak čas, ko načeloma lahko pač še kaj poveste, a ne. Ampak dajte mi pa gmah, ko grem sploh v trgovine, ker ne maram tega, sploh ne ta velikih shoppingov, ker sem tako, rabam vaš tistih par majic pa hlače, a lahko prosim to hitro pa gremo ven, ker to je milijon energij. Tako da, ko grem jaz v neke te večje sfere, kjer je tudi veliko število ljudi, česar se načeloma raj izogibam, kot da rinem v to, se moram zelo tako zgraditi. Ja, dajmo hitro to, tako čist zemeljsko iti v to. Si pa že omenila, da včasih novice tudi niso vedno dobre ali pa tisto, kar bi ljudje želeli slišati. Ali se ti zgodi, da nekdo pride samo po odpuščanje, da mu je žal za... Ker mi jo lahko osebo zgubimo res iznenada, ker nikoli ne vemo, kdaj nas čaka. Ja. Kar je po eni strani čar, po drugi strani pa je lahko za nekoga, ki tako na hitro zgubi, naprimer, da se ravno skregan s to osebo in ona v tem času odide. In veliko je tega, žal. Ja. Ker reče zmeri, ne id skregan spat. Ne id skregan spat, ne id skregan v službo, ne id skregan kamorkoli. Daj si ta zadnjega ljubčka, preden greš, ne mudi se ti, 5 sekund imaš časa, da mi prideš dati ljubčka, ne zanima me. Ko se skregaš, daj se pomeni. Ugotovi, da v resnici je brez veze se kregati. Ja, nasprotujoče si mnenja, prav ti tako razumeš, jaz tako razumem, a bova zdaj kaj lažje živela, če se bova kregala, ne bova. To je tvoja resnica, to je moja resnica, v redu je. Spodbujati k temu, da v odnosu ugotovimo, kaj je sploh point našega kreganja in da to razčistimo. Pa neko spoštovanje drugega mnenja. Definitivno. In da se stvari ne vlečajo. Ravno to. Lih sem bil skregan. Ja, kaj zdaj ne? Se mora biti grozen, ne? Ja, za tega, ko ostane tukaj? Za tega, ko ostane tukaj, zelo grozen, za tiste, ki pa odidejo, pa ne. Zato, ker v resnici duša pa reče, to je bila pa izkušnja, kaj sem se pa iz nje naučil, to pa to. Tako da duše, vse, kar se dogaja na zemlji, ko potegne črtno reče, to je bilo moje življenje, to je bilo moje življenje, reče, tole so bile izkušnje. Tle sem se tako odrezal, tle sem se tako odrezal. In v dušnem svetu ni, v resničnem dušnem svetu, ni dobro pa slabo. Ampak samo je. Še vedno pa tudi duše preko komunikacije govorijo o dobrem in slabem, ker ti drugačno boš razumela. Pa se ti je kdaj zgodilo, da je ta oseba, se pravi, s katerim si komunicira prek kanala, z onostranstva, v smislu odreagirala slabo ali razočarano ali ne odpuščam in kako je bilo to predati tej osebi, ki je prišla po to lažbo, če tako rečem? Zdaj sem mogla prav orang pomisliti. In oprosti za moje kretnje vmes, ampak tako sem rekla, duša, spomnite me, če je kaj takega. In je res prišla ena gospa in mi tako pomahala in rekla, spomni se, jaz sem bila. In sem, razumem. Ja, res je bila ena situacija, ko je oseba takoj prepoznala, koga opisujem in je rekla, z njo pa ne želim komunikacije. In jaz tako, ampak ona je ta prva, ne zanima me. A je še kdo drug? Ja, je, ampak stojijo v ozadju, kar pomeni, da še ne bodo komunicirali z nama. Ta oseba je pa res tako očitno zelo nujna. Ne, nočem. Kaj pa ne zdaj? Ja, ne, jaz sem prišla z razlogom. Jaz to razumem, ampak kako pa ne zdaj to speljem, kar povej. In vas nekla, pač
lahko odvihraš ven, lahko pač poslušaš, lahko se delaš, da ne poslušaš, lahko karkoli, ampak jaz ne morem nadaljevati in duše ne bodo govorile več, dokler ta oseba ne pove, oziroma ta duša ne pove, kar želi povedati. Prav, pa naj pove, pa gre. Tako res je bilo, Ja. In duša je povedala bistvo in oseba se je zlomila. V jok. In se je v bistvu zgodil znotraj te osebe preboj, ker je bilo ogromno zamer. In ko je tudi oseba, čeprav je zavračala, začutila, da se je duša iskreno opravičila. Se pravi, začutila to iskrenost? Ja, se je pa potem zmehčala in na koncu je rekla, nisem si mislila, upala sem, da je ne bo, ampak vem, da sem od nje danes dobila največ. In to je pa tisto, Pravno to je prišla. Jaz tudi Globoko mislim, jaz tudi mislim, predvsem je bilo pa to tudi pomembno za dušo. Tako, kot sem prej rekla, ne, včasih imamo medijstvo, ki je bolj pomembno za dušo. Da ko pride na drugi strani do spoznanj, kaj je delala v življenju, kje bi lahko bila boljša, pa ni bila, začuti, da se more opravičiti. Ker tudi, če mi gojimo zamera bremeni nas. Škodimo sebi, tako? Ja. In a je res point, da jaz tebi zameram zato, ker sem jaz mogla 3-krat kofe plačati pa nikoli. Pa saj sem človek, lahko ti rečem, stara, dejno. Zdaj pa ti na vrst počasi. Ja, veš, dejno. Ali pa greva na kosilo, pa boš ti plačala. Pa v resnici niso take banalne stvari, so veliko težje stvari v ozadju. Ampak duša pride v spoznanje in se opraviči. Je pa pomemben to, da se človek odpre in začuti to. Ker jaz včasih, čutim toliko ogromno energije, neke, ljubezni, ponosa, tudi tega, da je opravičilo res, res iskreno, pa je to težko besediti. Kako naj tebi povem, koliko je to? In jaz samo dam namero, naj človek začuti. In bolj eni res začutijo, eni pa pač, ok. Kako začutijo? Je ponosna name, lepo. Sam več je kot to. Začutiš iskrenost tudi. Ja, Tudi strani onostranstva. Ja, ker imaš duše, ki bi kar kaj prikrile. To so sploh radi pri samomorih. Kaj jih jaz vprašam, kakšen pa je bil tvoj odhod? Ja, sem bil bolan. Aha, in pa jaz rečem, tale gospod, ali pa ne vem, ta fant je bil pa bolan in reče duša, reče oseba, ne, samomor je naredil. In duša, ja, aha. Vreme je pa kar. Ja, vreme se je pa kar naredil, ja. Ok, imamo te. Ja. Tako da, pa sej ni zdaj to neko laganje, pač point dušnega sveta in komunikacije, njihove z nami je tudi ta, da nas zabavajo. Ja, in kaj češ božga, kada nekdo, v primeru naredil samo, ja, bil sem bolan, ne. Ja, ok. So taki momenti, ki pač jih poskušajo malo olepšati, zato da se pol najdemo neki pa, se nasmejemo, pa rečemo. Ja. A se ti je zgodilo, da je kdo prišel izključno iz radovednosti, pa da v resnici niti ne verjame v to vrstno komunikacijo oziroma v mediji? A to zaznaš? Iskreno pojma nimam. Včasih zaznam, ja. Včasih mi kar tako povejo, da oni to ne verjamejo, ampak jim je ful zanimivo, kako jaz to govorim in so pač prišli. Ampak mogoče po terapiji rečejo, oziroma po srečanju rečejo, ampak ima smisel, a ne? A spremenijo mnenje? Ja, jaz mislim, da veliko ljudi ga spremeni, če že pridejo tako, ampak kaj pa vem, nimam občutka, da bi bilo takih ljudi veliko. Valjda so. Ali pa tudi so zelo dobri igralci, pa pridejo, pa se usedejo, pa so ful tako, ne. Pa pač vse en pol na koncu rečejo, tudi to se je zgodilo, da so na koncu rekla, sem to, da veš, jaz to sploh nisem verjela, ampak kapo dol. Aha. Ne. Ampak želijo pa to izkušnjo imeti. Ja, pa jaz tako pravim. Ti lahko rečeš, da ne verjameš v to. Zakaj pa tle sediš? Ja, se to mi je čudno. Pač vsaka čast, da si prvič si vzel cajt,
ker si mogel nekaj drugega. Plačal. Plačal. In bodimo iskreni, ne malo denarja. Zakaj? Zato, da boš ti prišel malo pogovarjati se z mano, a jaz to O nečem, ko ne verjameš. Tako, ja. Jaz, če ne verjamem, da bom v fitnessu naredila mišice, ne grem v fitness. Seveda. Pa jaz, če ne verjamem, da bom shujšala, če bom se držala diete, je ne bom probala. Vlagamo tja v nekaj, kar... V kar vsej en mal verjamemo. Vsaj malo, ja. Sej, jaz ne verjamem, da me bo čokolada zredila, pa jo vse njem, pa me zredi. Torej, ti, če ne verjameš v to, da jaz lahko predajam sporočila duš, pa prideš pol vse en mal verjameš, ker veš, ali pa pol dobiš dokaz. Jaz tudi ne maram te besede uporabljati. Dokaz. Ker Zakaj bi se dokazovala, če čutiš, ali ne? Prvič, zakaj bi se mogla jaz dokazovati ljudem, drugič pa zakaj bi mogle duše dokazovati svoj obstoj. Zakaj? Saj ne rabaš verjeti. Čemu? Ja. Ne? In tudi, kar rečejo nekateri, no, če je pa res ta in ta, ne vem, ajde zdaj v redu, če je pa res to moja mama, potem pa naj pove, kako me je klicala, ko sem bila otrok. Ja, ne bo. Ne bo. To je sam pol duše naredijo. No, to je pa izkušnja zate. Zaupaj. Jaz bi z veseljem. Z veseljem bi ti dala tako informacijo, ampak kaj ne? A ne ugibam. So pa recimo, ne vem, trenutki, ko se človek to sprašuje, ne, tiho, pa jaz rečem, ne vem, kaj bi že zančen tak hecen primer. Ne vem, ampak tega se spomnim, to je bil eden mojih začetnih trenutkov, ko je rekla, oseba je nekaj si pisala in nekaj, jaz pa v tistem gledam, pa pravim, veš kaj, ne štekam, pač, ampak glej, pravi, da imaš ful lep pulover. Pač točno ta rdeč pulover je ful lep. Meni je to tako, ok, a je to res pomembna informacija, a veš zate, ne? Lep pulover imaš. No in se začne oseba smejati in reče, zdaj ti moram povedati, ne vem, če mi boš super, če ne pa ne. In je rekla, preden sem prišla k tebi, sem rekla, Ati, če boš res ti, potem na kakršenkoli način omeni ta pulover. In on ga je. In on je omenil, imaš lep pulover. In ona je potem meni povedala, ja, omenil ga je zato, ker je to njegov pulover in zato, ker sem mu rekla, da če bo res on, naj ga omeni. To je bila njegova hčerka. Ja, namesto ja. In sem rekla tako, krasen! A ja, torej ljudje res to preverjajo. In verjetno da. Jaz vedno rečem, daj bodite prijazni, pa ne mi povedati. Zato, ker me spravite v stres. Ja, verjamem, ja. Zato, ker jaz si želim, da ti verjameš. Jaz iskreno povem, jaz si želim, da ti verjameš vse to. Zakaj? Ker jaz vem, koliko je življenje s to povezavo in s tem, da veš, da nikoli nisi sam in da imaš vedno eno asistenco 24/7, koliko jaz pravim, a ni to nekaj najlepšega. Zato jaz želim, da vsi verjamejo. Od prvega do zadnjega. Ampak nisem jaz, da te bom prepričevala, ker svet je različen, ljudje smo različni in vsak rabi izkusiti svojo pot. Tako. Lahko pa ona ne bi dobila tega rdečega puloverja, pa bi dobila kup drugih stvari, na katere ne bi bila tako pozorna, kot recimo na ta pulover. Ja, če ga Pa je bi prav bilo na to vseeno. opozorila, bi se verjetno pol skozi sprašvala. Ja, ampak jaz vedno pravim, skozi vse besede, kretnje, mimiko, dejstvo, da ti jaz govorim o stvarih, ki se ti zdaj v življenju dogajajo, o tvojem karakterju, o nečem, pač karkoli posredujejo duše za voljo tega, da ti izboljšaš življenje, a ni to dovolj jasen znak? Mogoče pa vseeno, ok, pravijo, da naj povem, da ni pa vedno vse v medijstvu tisto, kar duše povejo. Ampak ker se odprem kot kanal, lahko karkoli priteče tudi od tvojih vodnikov, angelov, tvojega višjega jaz oziroma tvoje duše, pa ne grem jaz za tem, kdo zdaj to predaja. Razumem, ti samo predajaš, kar pride. Tako, in jaz tudi rečem, ko imam pač začetek medijstva, ko začnem sprejemati informacije, predno začnem to predajati osebi, vedno rečem, ok,
vi vsi tam gor, duše, univerzum, kakorkoli že, kaj je danes bistvo za to osebo, ne navezujoč ali navezujoč na duše. Se pravi, jih usmeriš? Tako. In za nekatere je to res nekaj posebnega, a ne neka posebna informacija, nekaj specifičnega, za nekatere je pa to lahko nekaj, kar bi človek rekel, ja, se to lahko mi vsak pove. Lahko ti vsak pove, samo mogoče ne čisto vsak, ki te povsem ne pozna. Ker recimo, zdaj bom dala banalen primer, je bistveno sporočilo, zamenjaj službo. Kako naj jaz vem, kje si ti v službi, kaj ti delaš, ali ti tako, ali nisi, ali bi menil, ali ne bi menil. Mislim, Seveda. tako da. Je drugače ti to reče nekdo, ki s tabo živi? Ja, Ko valjda. vidi, da vsak dan prije slabe volje domov, kot pa nekdo od zgoraj. Zdaj mi je pa tukaj še na mesto vsem spregovoriti o neko morali in etiki tega poslanstva. In mogoče, če bi poslušalcem lahko pomagala, verjetno obstajajo tudi na tem področju ljudje, ki niso mediji, a se izdajo za medije. Imaš kakšno tako izkušnjo v smislu prevarantov? Jaz, hvala Bogu, ne. Ali pa če si slišala za koga od svojih strank? Ja, to pa ja. To pa ja. Kako bi ljudje prepoznali mogoče? Težko je to določiti. Jaz vedno pravim, človek, ki to išče, je načeloma usmerjen do osebe, s katero rabi izkušnjo, takšno ali drugačno. In je z namenom tudi tako, tista. nekateri doživijo tudi to in imajo potem ful večji respekt in ful bolj, oziroma veliko težje zaupajo, a ne. Mi tudi povejo, glej, jaz sem bila tam, to se mi zdi, da je bil čisti nateg, jaz ti kar iskreno povem, ne morem zaupati gor dol, ampak nekako si se mi zdela, ne vem, pretegnila si me, poslušala sem, ne vem, podcaste, na tak način govoriš, zdiš se mi resnična. Pristna. Tako pristna, to velikokrat slišim in sem rekla, jaz sem taka. Mene pač gledalci, poslušalci vidijo tako zdajle in taka sem jaz doma na kavču. Jaz ne bom pa na svojem sedežu v klepetalnici drugačna. Jaz bom povedala danes tako, bom jutri tako povedala, razen če bom v tem času recimo spoznala neko drugačno resnico ali pa doživela neko izkušnjo in bom rekla, ja, do takrat, ko sem recimo rekla to, sem to verjela, ker je bila to resnica, potem sem pa zvedla drugačno plat, višjo resnico, napredek te informacije. Ja, to ne pomeni, da sem se takrat motila. Lahko pa človek reče, si se motila. Ok, priznam, zmotila sem se. Jaz sem tudi v končni fazi se motila. Tako. In na podlagi tega potem ponovadi reče ljudje, sem se odločila ali pa odločil priditi, zdaj se pa prepustim. Imajo potrebo po izraziti to. Je pa dejstvo, da vsi tisti, ki pač to počnejo, a ne, mečajo res slabo luč na nas, ki pa to delamo s srcem. Ker želimo tebi pomagati. Ker je meni point, da ti rečeš, ok, ful sem bila žalostna, še vedno včasih čutim tako, še vedno čutim to žalost, zato ker je stara mama odšla, ampak zdaj mi je pa res jasno, da je z mano. In zdaj mi je pa res jasno, da je ona ok. A ne? Grda luč je to na vse take, ker pač imamo to vse z nekim namenom, tem dobrim. Res je. Ampak težko je temu ubežati, ali ne moreš. In še eno vprašanje se mi je vmes porajalo, ko smo govorili o reinkarnaciji. Praviš, da sicer razen pri otročkih, se pravi, traja dlje časa. Se mi pa pogosto zgodi, da v določeni družini pride novo bitje, otrok, in zelo ta otrok spominja ali na strica, ki je lahko mlad v prometni nesreči izgubil življenje, ali na teto. In rečejo, pa ti si pa ista, ali pa ti si pa isti, ko stric, teta, dedek, babica, kakorkoli, ki je mogoče pred kratkim odšel, ali ravno, ko je ta oseba odšla, je v roku leta, 2 prišlo to bitje. In potem sem se zdaj spraševala, kaj pa če je to, ki je povezano, ampak ti misliš, da ne? Je povezano. Je povezano samo na en način, da se ta ista duša reinkarnira. Načeloma lahko se.
lahko je tudi taka izjema. Jaz ne morem trditi, da Kaj sem- to ni. To očitna podobnost, ker tudi v temperamentu ali pa Ja, zdaj, fora je tudi v tem, da se duše na drugi strani družijo. Se pravi, te, ki so že odšle in te, ki še prihajajo, se družijo. In lahko te male dušice povzamejo neko njihovo energijo in s Da je tem delček prinesejo njih v bitju. tako, mislim, delček njih. Ja, ajde recimo tako. Jaz temu najraje rečem, oni skozi to prinesejo njihovo ljubezen nazaj na zemljo. To je tako, kot da bi jaz rekla, zdaj pa je čas, da se greš ti lepo spustiti po to boganu, tej pa tej mamici pa atiju, a ne? Mislim, itak sama duša ve, kam mora iti. Tole je pa paket moje ljubezni, ki ga nes na zemljo. Aha. In se potem to odrazi kot neka podobnost, neke karakterne značilnosti, besede itd. Ja, že kot otroci ali pa podobno odreagirajo, Ja, ali radi grejo ja. doma, blazno radi Ampak dopuščam pa možnost, da se motim, kar pomeni, da lahko pride pač dedek v svojega vnuka, prababica v svojo pravnukinjo ali pa pravnuka v končni grejo. fazi. Kaj pa res ta paket ljubezni? Mislim, jaz v času vseh medijstev, ki sem jih naredila, ne pomnim, da bi en primer doživela, ki bi ugotovil, da je dedek ali pa babica ali pa kukorkoli, skratka nekdo iz družine že inkarniran v družino nazaj. Lahko pa jaz te informacije pač enostavno nisem prejela. Ker dejstvo je pa, da tudi ko gremo v inkarnacijo, se pravi, če verjamemo v reinkarnacijo, verjamemo v pretekle življenja. Ne? Tako. Kar pomeni, da lahko mi iz preteklih življenj še vedno potegnemo informacije, oziroma naša duša, ki je še vedno v dušnem domu, tudi ko smo mi tle dol, imamo bistvo tam gor, ima ta del duše vse informacije preteklih življenj. Zato se jih jaz sploh lahko spomnim. A ne, ker naredim to povezavo. Ker če bi jaz kot duša v celoti se spustila v telo, pa jaz ne morem priti do teh informacij, ampak bi dejansko, če že imela vse tle. Dejstvo je pa, da duše smo kot hlebc kruha in kruh je gor, kjer šte, kakorkoli, dušni dom, nebesa, whatever. Okay? Ne zapletam se rada v to. In potem, kar reče, gremo v inkarnacijo, pomeni to, da od kruha odrežemo kos in gremo v inkarnacijo in rečemo, to je pa inkarnacija, na katero namažem marmelado. In potem ta marmelada je informacija za dušo in potem reče duša, evo, spet je čas za mojo inkarnacijo, odrežem nov kos in ga pošljem dol in namažemo eurokrem. A ne? In potem ta eurokrem hoče ugotoviti, zakaj se tako boji vode. In gre na stik s svojo dušo ali pa gre v regresijo in dobi informacije od svoje duše in te marmelade, da je prejšnje življenje ali pa eno izmed prejšnjih življenj se je utopila. Tako. In to je to. Zato tudi lahko rečemo, da poveži se s svojo dušo. In ti se povežeš tako. Ne tako. Zgoraj. Ja. Kljub temu, da najmalo čas preganja. Ojej. Ja. Nekaj nujenega bom še povedala, tako da preden zaključiš, mi reč, povej tisto nujno. Če imaš kakšno vprašanje, pa še vprašaj. Bom spomnila. Ja, imam še vprašanje. Ali si že opravila medijstvo s pokojnimi hišnimi ljubljenčki? Kako to izgleda, ker tudi oni so del družine. Ja. In ali si imela kakšen tak primer? Veliko njih. Aha. Veliko njih, živali včasih kar same od sebe pridejo, včasih pridejo tudi kakšni psi, mačke, to so najpogostejši, ne, seveda, ki sploh niso od teh ljudi. In tako rečem, en kuža je zraven, ne, mi pa nismo imeli psa, ok, no, le je prišel, ja, kaj jaz vem. Mucke, naprimer, pride še kuža. Ne, ali pa recimo, da pač osebi povem, da je nek pes zraven in reče, ja ne, mi nismo imeli sploh psa, mi nismo nobene živali imeli. No ja, ok. Pol pa ne vem, kaj dela tam zraven. Ne? In pol to, ne vem, lahko nek kuža od preteklosti, pa sploh niso vedeli, lahko je pa to nek kuža, ki je samo zataval v čas naše komunikacije in pa rečemo, ok, mogoče te pa kaj želi naučiti. Pa vprašamo, kaj pa je sporočilo za to osebo, ok, v redu, predam in pač se vse. Ko pa je nekdo res izgubil svojega ljubljenčka, pa ja, gremo čisto realno tako v komunikacijo, kot z dušo človeka.
S tem, da zame psi tudi govorijo. Se odzovejo. Ja, itak, pa mački tudi. Mački tudi zelo tako pokažejo in pol, ali pa ne vem, pogledi. Jaz velikokrat pri živalih vidim pogled, kakšen pogled so imeli, kakšne oči so imeli. Pa ima tudi karakter. Ma karakter, ja. Veliko prej to zaznam, kot pa ta pravo podobo psa. Aha. Ne, a je bil bokser, a je bil zlet prenašalca, a je bil višavca, a je bil tako. Ja. Pasmo pa pri mačkih tudi prej karakter, kakor barvo. Ne vem zakaj, ampak tako pač je. Karakter. Ja, se to je nekaj ali pa močnega. tudi konc, recimo. A ne? Ali bi to zdaj nek spontan konec, ali je mogla biti eutanazija, to se zelo hitro začuti. Se vidi. Ja, ker to je tudi ponavadi eno izmed najpogostejših sporočil živali, a ne? Ker se skrbniki obremenjujemo s tem, če pač psa eutanaziramo ali pa mačka. A pa zamerijo to? Kušnjo? Ne. Ne, ker oni rečejo, hvala, ker si mi pomagal, zato ker drugače ne bi šel in bi še trpel. Ja. Zato ker psi pa mački, pa vse te naše živali, oni živijo za nas. Oni bolj njih briga za svoj life. Kaj dela pes? Je najbolj srečen, ko domov prideš. Seveda. A ne, vse bo naredil zate. Ja, se včasih so kakšni egoistični, pa malo grejo, ampak ne, drugače je pa point njegovega življenja, da služi tebi. Ne? Zakaj se velikokrat zgodi, da nekdo zboli, mačk non-stop leži pri tej osebi, pa mačk gre gor, oseba pa zdravi, ker je mačk potegnil nase. Iz ljubezni te bom rešil. Bolezen. Ja. In sem imela točno en primer, sam mislim, da je bil kuža, ki je oseba, jaz pravim, da pač kuža opišem, psička je bila in rečem, ampak ona je bila pa ful bolna, mislim, da je bila problem maternica ali nekaj tasga. Skratka, potem je oseba meni povedala, da se je spraševala, če se je točno to zgodilo, ker je oseba dobila eno diagnozo in v času, mislim, da je bilo to 14 dni, in v času do naslednjega pregleda je psička totalno zbolela čez noč in pač niso vedeli zakaj in odšla. In potem je prišla ta oseba na pregled in rečejo, joj, to je pa nekaj čuden, ampak vi tega nimate več. In ko sem jaz povedala, kaj je meni psička pokazala, da je bil problem njenega odhoda, ker niso vedeli. Ker je bilo tako iznenada. Tako, pa tudi itak ne raziskujejo tega, ne? Je potem ta oseba meni povedala in rekla, veš, da sem to diagnozo imela jaz. Kar pomeni, da je psička dejansko potegala nase njeno bolezen in jo s tem rešila. Neverjetno. Ja, to so redke, neverjetne, ampak resnične zgodbe. Ja. A se ti zdi pomembno, da smo ob svojem hišnem ljubljenčku, ko odhaja? Zdaj sem jih vprašala. Raje vidijo, da ja. Če je možno, ja. Če je oseba tega sposobna, ne zamerijo pa, če ne zmoreš in se umakneš. Aha. Ja. Ker sem veliko brala o tem, jaz sem se letos februarja poslovila od psičke, stara 17 let. Tako da lepa starost. Ja. In sem bila poleg, bilo zelo hudo, samo je bilo olajšanje biti poleg na koncu. Ja. Sama priprava pa težka. Skoraj da težja, čeprav se to zdaj čudno sliši. Ampak bila je Boga, zato to vprašam in potem mi je rekla ena prijateljica, da kako pomembno je, da si poleg oziroma da te išče, ko odhaja. Ja, lažje jim je. Ja, lažje jim je. Je pa dejstvo, da ti da žival vedeti. Točno ti da vedeti, danes je ta dan, pelji me. To mi je tudi ena stranka povedala, ko sem jo tako vprašala, iz mojega febca zemeljski vidik sem želela. Jaz razumem vse to. Ampak jaz imam tudi psičko staro 14 let pa pol in sem tako rekla, lej, draga moja Lera, kadarkoli bo tvoj čas, samo pejt. Prosim, ne bi jaz s tabo šla čez izkušnjo, da pač te moram eutanazirati, please ne. Spustim te tudi leto prej, če bi mogla pogojevati, leto prej zaradi mene lahko greš, spustim te z vso ljubeznijo, ker si mi veliko dala v življenju in spustim te, samo pejdi takrat, ko bo tvoj čas, da jaz pač ne rabim. Pa vse to vem, pa vem, kaj pomeni, vse vem, ampak se zavedam, da je težko.
Je, in tudi bo težko, kakorkoli. Jaz tudi vem, da pač bo njen cajt, lihtko sem zlomila, lihtko bom jokala. Po mojem, na vsakem medijstvu, ko bo kakšen pes prišel, bom jokala. Na vsakem medijstvu bom rekla, sediš zraven mene zdaj. Ne, zdaj si pa lahko v klepetalnici kar skozi. Pa se bi bila tu zdaj, ampak jaz marsikaj vem, marsikaj mi je dano vedeti in sem hvaležna. Vsi smo ljudje. Ampak vsi smo ljudje. Tako. Ja, jim je pomemben, ampak hkrati je pa pomemben to, da ti čutiš, da si okej. Ja, in začutiš cajt, ko moraš pomagati živali. In to je čas, da odide. tako, in to je največja možna ljubezen, ki jo lahko živali na koncu daš. Da ji pustiš oditi, da si ob njej. Ja. Hvala ti za to, želela sem še Seveda. poglavje, ker mi je zanimivo. Bi pa za konec še vprašala, kaj bi svetovala ljudem, ki se bojijo izgube bližnjega ali smrti same? Pogovarjajte se. O strahovih, Pogovarjajte se o strahovih, pogovarjajte se o tem, kaj želi oseba, ko bo odšla. Se pravi, to je največji izziv za svojca, kakšen pogreb narediti. Daj vprašaj osebo prej, če veš, da odhaja. Pogovarjajte se iskreno. Ne se dela, da sej bo šlo, sej bomo. ali pa tako, da tega nikoli ne bo. Tako, tega zagotovo ne bo. Ja. Druga zadeva, rešite dediščino, prosim, rešujte dediščino dovolj zgodaj. Ker tega je na medijstvu še in je žal grozen. Razlog? Ni edini razlog, je pa pogosto Poglaviten. včasih tudi poglaviten. Včasih je pa v bistvu težava v tem, da je to en košček medijstva, ki pa je tako, joj. Tako da pogovarjajte se o dediščini, razrešite to prej. Strah pred smrtjo, vsi bomo enkrat na tem. Tako. To je del življenja. Smrt je v resnici samo novo rojstvo oziroma ponovno rojstvo na drugo stran. Duša to doživi kot, domov sem prišla, hudo, in oni imajo žurko, medtem ko mi jokamo. Olajšanje. Olajšanje je to, ja. Mislim, vsi bomo srečni, ko pridemo enkrat tja gor, a ne? Ampak v svojem času, da ne bo pomote. To je zelo pomemben. Povedati si vse, kar ti leži na duši, vprašati, če imaš kakšno vprašanje, da pač dobiš iskren odgovor. Tisti, ki so že tik na tem, da bodo odšli, so ponavadi brutalno iskreni. Dejansko pač gre v čistost, ego se izklopi, ker je že toliko v prehajanju in govorijo resnico. Vprašajte, če vas kaj zanima. Razrešiti je treba. Čim več, kar lahko razrešiš na zemlji, prej razreši. Zato, ker ti bo lažje sprejeti osebo, lažje ti bo sprejeti odhod osebe. Če se pa bojiš smrti, pa ni recepta. Tako kot, če se bojiš... Ja, to je tako, kot če se bojiš skočiti z aviona s padalom. Ja, dokler ne boš šel, pa probo, ne boš vedel in te bo vedno strah. Ne? Prej ali slej bo za vsakega to nastopalo. Bodi si ali izguba bližnjega, bodi si tvoj odhod. Vemo pa ne kdaj, na srečo. Ker če bi mi vedeli, kdaj bomo šli, bi bil pa problem. V bistvu bi bilo ful težko živeti. Ja, če veš datum. Tako, ja, zato ne vemo teh stvari. Če je pa nenaden odhod, pa itak ne moš nič. Tako da jaz trenutno poznam 2 osebi, ki delata dejansko z odhajajočimi. Z odhajajočimi in tisto osebo, ki odhaja, in svojci. In jaz mislim, da bi teh ljudi moglo biti na svetu veliko več. V resnici vem, da je takih ljudi veliko več, pa ne delajo tega, ker jih je strah se izpostaviti, ker mislijo, da ljudje tega ne bi želeli. Ampak ful bi bilo fajn navaditi ljudi na to, da obstajajo taki, s katerimi se pa ti lahko pogovarjaš o odhodu. In najlepše je dobiti na medijstvo osebo, ker tudi, ne vem, recimo je prišla, izgubila je moža, ampak je rekla, midva sva se vse zmenila, točno je povedal, kakšen pogreb, kako, kera muska, vse sem vedela.
Jaz sem sam prišla preveriti, kako je on zdaj. Se pravi, odkrito, odprt pogovor. Ja. Ja. Je še vedno na nek način tabu tema, a ne? Ja, ampak dajmo jo razbijati. Dediščino, ko sem menila, da o tem zelo težko, a ne, se komunicira, da se ta komunikacija začne, ko oseba odide, na žalost. Ja, žal. In jaz vedno pravim, daj zrihtaj to, ko imaš še razsodno glavo. Tako. In jaz svojim rečem, domačim, pa dajte se zmeniti, zdaj sta oba živa, pa dajte se usesti. Ja, a zdaj mi pa govoriš, da bo jutri umrla ali pa umrl. Ja, ne. Point je, da imam toliko izkušenj, ko vem, da se skregajo, mi se pa ne bomo skregali. Ja, v redu, vsak to reče, nikoli ne veš. Zmeni se, dokler je še tako. In jaz sem rekla, jaz če bom dočakala 50 let, boj da, ne vem, jih ne bom, upam da. In kaj več še? Tako, ja. Jaz bom napisala o poroku pri 50-ih. Ker če bom živela, ne vem, 90 let, jo lahko še kadarkoli spremenim, če želim. Seveda. Če bom ugotovila, da je boljš, da je nekako drugače. Ampak, če pa ne, jo bojo pa imeli. Mogoče bi bilo pametno, da kar zdaj napišem. Zihar je zihar. Mogoče bi bilo to malo prezgodaj. Ja, ne. Meri. Kaj pa veš? Ne, sej se računam na to, da me bojo duše še dolgo uporabljali, ampak ne. Pa sej nič ne kličemo pa tako, ampak ja, jaz rada živim, tako da upam, da mi to pišejo na račun, da rada živim. Ja, tako da. Predno zaključiš, a bo zdaj že konc? Ja, imam se še eno vprašanje, ali misliš, da je družba premalo odprta slovenska do vsega tega? Do vrstnih praks. Ja, ljudje odprite se. Dajte se odprt. Se vidite, da ni grozen. Ker če ste do tukaj poslušali, pol vas prvič ful zanima, drugič rabite te informacije in tretjič ste odprti. Tako da dajte se samo še bolj odprt. Prav? Ja. No, tako. Evo, to me je malo zanimalo. Mogoče še predanje, mogoče zdaj najprej tisto nujno. Tisto nujno, kaj te moram spomniti. Ja. Dve v resnici nujni stvari sta. Ena je ta, da vsi tisti, ki ste to poslušali, gledali, kakorkoli, verjamem, da ste polovili določena sporočila, ki ste jih rabili slišati, določene informacije, ki so bila sporočila za vas. Uvidi. Ne dvomiti v to. Jaz sem se navadila, da v vseh teh snemanjih, podcastih in ostalih stvarih ne grem. Duše pravijo to, sporočilo je to, zato ker bi potem 3/4 besed bilo sporočilo duš. Ne, vse, kar se mi da pogovarjava, so ljudje, ki so naleteli na ta posnetek, rabili slišati. Mogoče 3/4 informacij, mogoče samo eno informacijo, zaradi katere so poslušali uro pa pol ali več. Nima veze. To so bila sporočila. Ja, to drugo sem pa zdaj pozabila. Tako da ne dvomijo, mogoče se spomniš. Če je pomemben, se bom, če ne, pa ne. Naredi zaključek. Pa bom videla, se bom ali ne. Še to me zanima, kako izgleda tvoj dan, pa mogoče ne, katero knjigo si nazadnje prebrala ali kakšna misel za konec. Ja, moj dan, zelo na hitro, ne? Mislim, moj dan je lahko povsem običajen dan kot za nekoga, ki gre v službo, se pravi jutranja rutina z obema otrokoma, vrtec, potem, če je moj delovni dan, se pravi grem v klepetalnico, opravim medijstva, ki jih imam, potem pa seveda vrtec oziroma grem domov, družinsko življenje, mama, tako vse, kar pač k temu sodi. Tisti dan, ko sem pa prosta, ker jaz delam načeloma 3 dni, 2 dni pa ne. Enega imam res zase, se pravi takrat so bolnova terapija, masaže, jahanje, skratka vse tisto, kar jaz rabim zaradi v končni fazi dela, ki ga opravljam. Ogromno energijskega dela, ki dejansko utrudi moje telo na način, da jaz te utrujenosti ne čutim, ampak moram telo podpirati, trenirati in tako naprej. Tako da tudi trening mora biti tukaj, zato da je telo čvrsto, močno itd. Pretočno, ja. Tako da to pride v tistih dnevih. En dan je pa tisti, ki porihtam mailinge, sporočila, potem pišem sporočila iz neba, pač ljudje, ki želijo, lahko na spletni strani moji zakupijo tako imenovani žeton in ko čutijo, da potrebujejo sporočilo, žeton oddajo, napišejo recimo, želim sporočilo od svoje stare mame ali pa od psičke ali pa od kogarkoli in tisto je potem dan, ko se jaz usedem in vsa ta sporočila skanaliziram, spišem in pač jih ljudje prejmejo. Tako da malo
tako, ampak načeloma pa, če človek pogleda, pa ni zdaj ekstra poseben dan. No. Ja, je pa zanimiv in drugačen od večine nas, verjetno. Ja. Že zaradi narave. Ja, sem dela. pa zelo, zelo, zelo hvaležna, da je lahko moje poslanstvo moja služba. Zelo lepo, Ja. da si našla to. Ja. Ali se klepetalnica nahaja v hiši, kjer živiš? Ne. Ne. Ne, In je to ne. z namenoma, ne? Ne, bog ne dej. Je to druga lokacija? Druga lokacija, definitivno. Prvič zato, ker jaz moram biti še vedno zaščitniška do svoje družine, kar pomeni, v naš družinski prostor ne morejo vstopati vsi drugi. Tako da tukaj je eno dejstvo, drugo, da če jaz delam popoldne in je moja družina doma, to ne gre skupaj. Tretja zadeva pa tudi jaz rabim iti od doma. Seveda. Ja. Je pa pač Okolje. to v Logatcu in obožujem to, da lahko grem peš. Ja, ker je to tudi pač ta čas, a ne. Tistih 15 minut, ko hodim, je to moj čas, da pridem do tja, nazaj, da se spucam, da ko grem iz doma v klepetalnico, da odmislim pač dom, vse, kar sem imela in imam in se posvetim temu. Wow, super. A ima svoje konje? Ne, še. Ne še. Bom. Pravi enkrat. bodo. Ja, enkrat zagotovo. Zdaj me ta mala vsak dan pa še, mami, kdaj pa bomo mi imeli štalo pa 2 konjička noter? Ja, nekoč. Je podedovala to ljubezen? Ja, očitno. Ja. Nisem se spomnila. V redu je, očitno smo že povedali. Aha, ok, no. Ja. Vse z namenoma, ne, to, kar rečeš. Definitivno. Definitivno. Upam, da sva mečkan odprle. Spomnila sem se. Aha. Super, pač duše so izkoristile, da te moram prekiniti očitno. Zelo pomembna zadeva. Glede na to, na kakem portalu bo tole a priori, se pravi, če jaz prav razumem, ko se ljudje iščejo med sabo, a ne? V bistvu je portal on odnosi, ni ravno Ok, ampak vseeno, v redu. Navezujoč. temelji na odnosih. On, ok. Ne, ker je tudi portal on za iskanje partnerja. Ja, pa to, veliko ljudi to pomeša, ampak ni čist. No. Ampak vseeno, zelo pomembno v odnosu, nekem novem partnerskem odnosu, ki ga gradiš z vdovo ali vdovcem, je pomembno, da razumeš izgubo svojega novega partnerja. Ker oseba, ki je izgubila partnerja in ko govorimo o res odnosu, takem trdnem, ljubečem, popolnem včasih, bo oseba primerjala, bo oseba jokala, bo oseba želela čas nazaj, te bo lahko kdaj zavračala zaradi stiske, ki lahko prihaja leta kasneje. In je pomembno, da v odnosu, ko smo z nekom, ki je že nekoga izgubil, razumemo oziroma se poskušamo prilagoditi, pomagati in ne biti, a zdaj pa jaz nisem dober, a zdaj pa ne, da je nekaj že njega omenjati. Del življenja je bil zelo pomemben del življenja. Tako da, Ja, spoštujmo to, tako. verjamem pa, da je težko za oba. Ja. Ampak zelo pomemben je, ker takih zgodb je ogromno in ljudje, ki so izgubili partnerja, partnerko, jim je težko iti v odnos. Ravno zato bojim se, da ga bom preveč primerjala, oziroma ga bom primerjala. Pa mogoče slaba vest kljub temu do osebe. Pa to je pa krivde. tako, ne, jaz sploh, Bog ne dej, ker jaz sem njemu obljubila večno zvestobo, ja, ampak on si pa želi, da ti še nadaljnjih 50 let, kolikor ima življenja, živiš fajn. Seveda, da nisi osamljen. In odnosi so pomemben del našega fajn življenja. Tako da to je v resnici, ja, se vseeno, iščeš zelo pomembno, partnerja, smo ampak psihoterapevtski portal, ki tako. ogromno da na delu na sebi in je tole bilo odlično in zelo lepo sporočilo. Ja, ekstra Tako da pomembno. upam, da kakšnega doseže. Ja. Vprašala si me še po knjigi, filmih, Tako, itd. tako. S filmi sem zelo slaba, ker jaz rečem, da imam veliko bolj pametnega dela, kot gledati film, ker ne vem, kam je bo življenje dal.
Se upravičujem sem, ker pač to radi počnejo, super. In mislim, ne rabim se upravičevati. Taka sem, to je to. Knjige pa, če govoriva o tovrstnih temah, se pravi dušnem svetu in tako, je ena zadnjih knjig, ki je res fenomenalna, pa ne govorim zato, ker sem jaz napisala predgovor za njo. Nisem je jaz napisala, ker to ljudje ful pogostokrat menjajo. Mislijo, da si avtor? Ja, tako, jaz sem samo predgovor v tej knjigi napisala in sicer Vi ste medij. To je knjiga, ki je napisala jo Sherry Dillard. Ona je opisala ogromno svojega dela kot medij. A to je tujka? Ja, seveda. Ja. Kar pomeni, da je veliko preko njenega dela lahko sporočil zate. In ena stranka mi je rekla, se lahko to knjigo uporablja tudi kot orakelj. Pa jaz tako, veš, da nisem še probala. In vzamem knjigo s police in jo tako odprem. Totalka, top sporočilo, zaključek celote, ki smo jo prej 1 uro imeli. In smo tako, my God, hvala, ker smo to naučila. In danes mi je žal, da nimam pač sabo, pozabila sem. Imela sem plan, da jo prinesem in sem pozabila. Založba AUM, Vi ste medij, tam jo dobite. Ali pa tisti, ki boste k meni prišli, jo tudi pri meni dobite. Se pravi, prvi del je to, drugi del pa je dejansko najprej test, da ugotoviš, kateri tip medija si. O tem lahko narediva naslednjič podcast, ker je to nova tema. In potem sledijo meditacije, vaje, zato da razvijaš dejansko sposobnost komunikacije s svojimi, oziroma pač z dušami, zato ker smo vsi mediji v resnici. Ampak to je pa spet, če imava še pol ure lahko, če ne raj, ne. Druga knjiga, ki pa jo tudi zelo čutim, je pa knjiga Nuše Mrzdovnik. Pogumna deklica Ula z veliko praznino v srcu. Je pa v bistvu otroška slikanica s pripovedjo te Ule, ki pa ponazarja njene 3 hčerke, ki so izgubile atija. In je to dejansko zgodba, kako skozi vso to stisko, vse, kar se zgodi, pridi do konca in ugotovi, da še vedno si lahko srečna. Zaživeti. Ja, in v resnici ni samo otroška slikanica, ampak je zelo pomembna knjiga tudi za odrasle. Ima močno sporočilno vrednost. Zelo. Pa taka berljiva je, hkrati pa dejansko nekaj, s čimer lahko otroku predstavimo odhod. Ja, tako da te dve knjigi sta mi tako the one. Trenutno, definitivno je pa polhan tistih še, ki so pač berljive v smislu nekih informacij, ne vem, potovanje duš, življenje po življenju, Nesmrtni recimo je tudi ena taka zelo zanimiva, mehen, gre sicer tudi v stroko, tako da jaz enega dela sploh nisem brala, ker ga tako ne razumem, ampak temno dokazujejo kontra, a je komunikacija z dušami in ali je ni. Tako da en dokaz ti da dejansko, to je realno, in potem naredijo proti test in pač rečejo, ne, sam ni. Tako da, ful zanimiva knjiga. No? Tako da za tiste, ki so malo skeptiki, pa ki rabijo malo teh dokazov, je to Nesmrtni super knjiga. Tako da to je pa nekaj teh, ki mi takoj pade na pamet. Super, hvala za vse te predloge. Ja, malenkost. Ali nas je kdo od naših bližnjih, tukaj smo 3, kaj obiskov tekom? A dvomiš? Ne dvomim, vprašam. Vprašaš? Daj se vprašaš, zakaj si en cajt sedela na sredini? To sploh nisem opazila. Ja, zdaj pa sediš ob robu. Komu si tam prostor naredila? Komu? Komu ti misliš? Nimam pojma. Zaupaj si, ker veš. Sam boš pač zdaj malo solzna ratala, pa nočeš. Je verjetno stara mama se ne ozrinila. Stara mama bo šla k Janu sedeti, veš, tamle, ne, izvoli, usedi se. K nam se pa pridejo stisniti naši kosmatinci. Tako da si imela 3/4 časa ob sebi. Ne vem, spet pol gledati, kdaj si se presedla. Ampak res dostkrat tako prišla k meni tudi. Ja, na kavč pod roko, z gobcem pod roko, čohaj me. Ja. To je to. Poleg vseh ostalih, ampak ja. Ja, mama, samo ko si jo omenila, to sem te vprašala, je tudi štrudel pekla, ker mi je takoj pokazala štrudel, pa tako z mojo mamo danes skupaj štrudel pečeta med tem, ko mi dve klepetava. Imajo žurko? Ja, imajo žurko, itak. Tako da večnih. Ne jim bo lepo. Ja. Še naprej. Pa štrudel pošljete dol. Hvala, ker si se odzvala. Vem, da si zelo zasedena poleg svojega poslanstva, tudi svojo družinico in obveznostmi.
Ful sem vesela tega pogovora. Tudi Veliko jaz. si mi dala, si nam dala. Z veseljem. Res hvala za povabilo. Tako kot sem povedala, jaz se vedno rada odzovem, zato ker kakršenkoli način širitve teh informacij, zato da ljudje pridejo, da zvejo, tudi če nikoli na medijstvo ali pa na karkoli drugega ne pride, samo da nekaj slišijo in če ob tem doživijo nek preboj, nek notranji mir, to je to. Ja. To je to. Smo jim že ogromno s tem dali. Ja. In Hvala. pokazala si nam, da odnosi onkraj Obstajajo. So. Ja. Ja. Samo spremenijo se. Prav sem se naježila. Hvala, Mary. Upam, da te še kdaj gostim. Z veseljem, bova pogledali na koledar. Kar določa, ja. Hvala vam za vašo pozornost. Upam, da ste se imeli fajn v najni družbi in srečno do prihodnjič. Jaz bom rekla pa lahko noč. Ja. Zakaj? Ne zato, ker je zdaj noč, ampak zaradi tega, ker ogromnokrat ljudje povejo, poslušamo te zvečer pred spanjem in ful pomirjajoče deluješ. Tako da bom razmislila o snemanju odraslih uspavank. Wow. Lahko noč. Lahko noč.